Poglejte, jaz vam bom spregovoril o nečem, v kar vsi stopamo, spregovoril vam bom pa z stališča tistega poklica, pa tistega dela, v katerem delam že 40 let, in to je z stališča možganov. Pravzaprav, če bi govoril o staranju možganov, recimo v času, ko sem jaz bil specializant ali pa zelo mlad specialist, bi bila to tudi za širše občinstvo ena zelo po svoje dolgočasna tema. Jaz sem recimo svojo mladost preživel v času, ko je medicina se izjemoma posvečala srcu. Srce je bilo tisto, to so bili čudoviti časi, ko je recimo Christian Barnard presadil torej srce, ko je bila Slovenija prepredena z mrežami steza in smo tekali po gozdovih in si merili puls in pritisk in tako naprej. In vse se je vrtelo, tudi verjetno veliko veselje pesnikov in umetnikov okoli srca. Zdaj pa, ko počasa zaključujem svojo profesionalno kariero, se je pa zgodilo nekaj zelo zanimivega, in sicer nekako neopazno je ogromno zanimanja znanosti, medicine, pa tudi laične javnosti prišlo v možgane. In če smo se recimo tam nekje 1975 strašno bali, oziroma se vse vrtelo, da se ne bi postaralo naše telo, je v tem času, ki ga zdaj živimo, se pravzaprav vse v razvitih družbah, temu strahu pred smrtjo telesa počasi umika en drug strah, in to je, strah, da bo v globoki starosti moje telo preživelo moje možgane. Rad pokažem to sliko, ker pravzaprav naredil jo je Michelangelo, v Sixtinski kapeli je pa zanimiva iz večjih razlogov. En razlog je ta, da je seveda čudovita slika, ki pokaže neko nenavadno situacijo, kako Bog ustvarja v bistvu že ustvarjenega Adama. In mi vidimo, preden se ga dotakne, pravzaprav, torej Adam je tu v svoji renesančni korpuskulentnosti že prisoten, že z odprtimi očmi. Kaj torej Adam čaka, kakšen dotik čaka? In morda ena izmed možnih interpretacij je to, da pravzaprav Bog ne bo ustvaril Adama, ampak mu bo dal se pravi, dal mu bo dal mu bo misel. Morda je to bila naloga Boga. Da je temu morda tako, sta pomisla dva nevroanatoma, ki sta se, mislim, da konec 80-ih let Američana sta bila sprehajala skozi Sixtinsko kapelo, in je eden od njih rekel, ampak ti poglej, sej Bog in njegovi angeli sej imajo obliko možganov. In res tisti ljudje, ki dobro poznajo anatomijo možganov, če pogledajo z nekoliko, pa ne preveč, bom rekel, domišljije, lahko vidijo zelo lepe obrise možganov, kjer lahko spoznamo posamezne dele možganov. Dolgo časa smo, seveda nevrologi smo bili veseli, ostali znanstveniki so se skeptično nasmihali, seveda kamorkoli boš nevrologa postavil, bo videl možgane, kaj pa če bi se me prišel ginekolog, recimo, kaj bi on videl. Pa vendar, veste, ni bilo tako. Mi vemo, da je Michelangelo na skrivaj seciral ljudi. Takrat to je bilo obdobje, ko cerkev ni dovoljevala, telo in možgane, vse to je bilo duša in ne brskaj po duši, tako, vendar so zdravniki, tudi umetniki, na skrivaj kradli telesa, nosili so in tiste obešence, ki so jih na javnem trgu obesili, in so jih secirali. In tukaj je Michelangelo dal neko skrito sporočilo, poglejte, ampak jaz pa vem o anatomiji možganov. Zanimivo, da danes vemo, da temu je tako, zanesljivo je tako. Zakaj temu vemo, da je Michelangelo res risal
možgane zaradi ene druge freske, ki je ravno tako v tej isti Sikstinski kapeli. Ko se boste bližali izhodu, boste videli eno drugo fresko in to je, da Bog oddeljuje nebo, svetlobo od teme, a ne noč od dneva. In ko vi pogledate tega Boga, ko gor gledate, vidite nekaj nenavadnega na tem njegovem vratu. Njegov vrat ima golšo, to je malo za Boga nenavadno, pa bi seveda potrebuje nadomestno terapijo za bolezen ščitnice, ampak pogledajte, če pa dobro pogleda nekdo, ki ima nevroanatomsko znanje, vidi pa na čudovito podobo enega dela možganov, ki je tukaj v vratu, imenuje se možgansko deblo. Vidite, se pravi, da je pravzaprav to, da je ta organ, možgani, pa te glavne funkcije možganov, misel, čustvo in tako naprej, da je pravzaprav vedno imelo neko posebno mesto v doživljanju našega življenja. In da je pravzaprav zgodovina pa medicina, da so samo čakale na nek trenutek, ko bo te možgane prvič legalno moč, ko nam bo recimo neka ideologija dovolila, da lahko to delamo, in potem tudi, ko bodo aparature, ki nam bodo to dovoljevale. Ko sem začenil neurologijo, je bila neurologija ena izmed najmanj pomembnih in tudi najmanj zaželjenih medicinskih ved, skupaj morda s kakšno dermatologijo ali kaj takega. Zato je bilo vedno nekje na koncu bolnic, na koncu hodnikov, tam nekje so imeli neke nevrološke oddelke. Zakaj? Nevrološke bolezni so bile takrat silno brezupne. Nič se ni dal narediti, veljali je neka taka misel. Ja, seveda, kirurg nič ne zna, ampak lahko vse naredi, nevrolog vse zna, pa nič ne more narediti, patolog vse zna, vse lahko naredi, samo 2 uri prepozno. Tako da ni bila možganom ali vedi o možganu. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je to praktično skoraj da edini ali pa eden redkih organov, ki jih imamo v telesu in ki ga ne moremo opazovati. Ne moremo ga opazovati tako, kot recimo lahko opazujemo srce. Mi samo položimo 2 prsta semle na točno določeno mesto in čutimo utripanja srca. Študent medicine zna tipati na ta način, da čuti rob jeter. Mi lahko s posebnimi napravami poslušamo, kako dihamo, ali imamo kakšne hropce, reflekse lahko izzovemo. Edino možgani so pa en tak organ, ki so v dobro zaščiteni koščeni kletki, ti potrebuješ kladivo in dleto, da prideš do možganov, in predvsem možganov pri živem človeku se vse tam nekje do 80-ih let prejšnjega stoletja ni dalo študirati, medtem ko so recimo znanja o srcu, o ledvicah, bila silno napredovala, slikanja so bile, biopsije so bile, o možganih mi praktično nismo vedeli nič, vedeli smo indirektno. Tam nekje konec 70-ih let se pa naenkrat pojavi nekaj čudovitega in sicer mi lahko pri živem človeku možgane slikamo. Te slike potem postajajo vse bolj in bolj kompleksne. Danes lahko slikamo tudi ne samo žive, ampak tudi možgane, ki nekaj počnejo. Možgane recimo, ki ljubijo, ali pa možgane, ki so zdaj v akutnem stresu, ali pa možgane, ki morajo odštevati 7 od 100 in tako naprej. In to znanje, ki prihaja danes s pomočjo računalnikov, s pomočjo digitalne dobe, s pomočjo kompliciranih statističnih analiz, ki prihaja o delovanju možganov, je tako neskončno, da ga pravzaprav ne obvladamo. Mi smo danes v veliki meri zasuti z goro podatkov, slik mogoče, ki jih
v veliki meri tudi ne razumemo, ne povezujemo se med narodi, povezujemo se med centri, da bi to analizirali in da bi nekaj vedeli več o možganih. No, ampak jaz mislim, da skupaj morda s kakšno genetiko ali pa kaj takega je, pa tem čudenjem o zvezdah, o vesolju, je ravno to naše čudenje nad možgani, pa ta silna želja, da bi razumeli možgane danes bolj prisotna kot kadarkoli. In od tu tudi ta naš strah, in vse bolj v zahodni družbi pripravljenost, da se rajše odpovem telesu in raje umrem prej, kot pa recimo, da bi moje telo še dolgo živelo s čudovitim krvnim pritiskom, s čudovitim ritmom srca, zdravimi jetri, nabildanimi mišicami, ko bi se lahko udeleževal ljubljanskega maratona, ampak seveda jaz ne bi vedel, kdo sem, ne bi poznal svojih otrok, ne bi vedel, koliko je 3 in 3. Se pravi, tega se ta naš čas zelo boji. In seveda strah je upravičen. Tako kot se stara naše telo, se starajo tudi naši možgani. Zdaj, možgani se starajo zelo konkretno. Skratka, nekdo, ki se ukvarja z možgani, lahko vidi zelo konkretne stopnje in posledice staranja možganov. Mi bomo videli, vam bom pokazal, zmanjšuje se z leti možgansko tkivo. Povezave med celicami so vse bolj in bolj osiromašene. Hitrost prevajanja po naših možganih med centri je vse bolj počasna. Naša prekrvavitev je vse bolj slaba. Potem tisti kemični prenašalci, posebne kemične kemikalije, ki prenašajo informacije iz vida do sluha, iz sluha do centra za govor, recimo, jih je vse manj in manj. Hormonski status naš se zaradi možganov spremeni, in v naše možgane se tiho, neopazno, kar nekaj desetletij prej, preden bomo umrli, začenjajo naseljevati ene beljakovine, tako v celice, kakor tudi med celicami in tiho, kot sem rekel, že desetletja pred našo ali demenco ali smrtjo, začenjajo škodovati in našim možganom. Mi vemo, da po 40. letu vsakih 10 let izgubimo približno 5% možganskega volumna. Zdaj, to samo po sebi, veste, ni nič kaj tragičnega. Ena zanimivost, ki ne vem, koliko od vas jo ve, je to, da je človek v zadnjih, evolucijsko gledano, v zadnjih približno 60 000 letih, zakaj je za človeka to leto 40, 50, 60 tisoč let pred rojstvom Kristusa tako pomembno, ker je veliko podatkov o tem, znanja o tem, da medtem ko smo imeli že prej možgane, recimo pred 8 milijoni let smo imeli take možgane, kot je imela tista mala opica, od katere smo se ločili, smo rekli, bomo šli pot človeštva. No, tam nekje pred 2 milijonoma let je naš prednik že imel recimo 800, 900, tam pri opicah smo 300, 400. Tam nekje pred 2 milijonoma let smo že imeli kakšnih 800. No, in tam nekje 60 000 let tega smo imeli kar velike možgane, take kot zdaj, oziroma malenkost večje, kot jih imamo zdaj. Imeli smo pa neke bratrance, ki jih nismo tako arogantno, sebo smo mi pojmovali homo sapiens sapiens, to pomeni modri človek, mi smo modri človek, pameten človek. Imeli smo neke bratrance, ki jih nismo gledali kot tako zelo modre, kot smo mi, in smo jih ali mi, ali pa morda kakšne bolezni
zelo učinkovito potem iztrebljale neandertalca, zakaj omenjam neandertalca, pa še drugi so bili. V Aziji je bil en Denisova, tam nekje na nekem otočju pri Indoneziji bil tak mali človeček. Skratka, več nas je bilo in mi smo imeli med temi nekako srednje razvite, po volumnu srednje razvite možgane, veliko večje možgane od nas, recimo je imel neandertalc. Neandertalc je imel približno 2000, mi imamo danes približno 1300-1400, ampak zakaj to omenjam? Ker smo mi v zadnjih 50-60 tisoč leti izgubili kar precej naših možganov, morda za velikost teniške žogice. Mi ne razumemo, kaj se dogaja z našimi možgani, zakaj izgubljamo. To izgubljati maso ali volumen ni vedno tragično. Včasih videti moramo, da ti možgani so strahovito potraten in drag del našega telesa. Zdajle recimo, pod pogojem, da me kolikor to poslušate, vaši možgani, ki imajo približno 2% vaše teže, bodo porabili približno 20-25% vse energije, ki jo proizvede telo. Tiste ure pred toliko in toliko desetletji, ko ste se pa rodili, pa smo bili vsi novorojenčki, je pa kar 75% vse energije šlo semle gor, zato da se celice množijo, da se vzpostavljajo poti in tako naprej. Se pravi, evolucijsko gledano je to nenavadno, mislim, da si narava prvoščen tako drag, potraten organ. En izmed načinov, kako se da temu rešiti, je tako, da ga narediš manjšega, pa povezave bolj učinkovite. Vse potem bo potreboval manj krvi, pa manj toplote, pa manj vse skupaj. Se pravi, možno je, da izguba volumna pomeni pravzaprav to, da se možgani bolje organizirajo, bolje povezujejo, da so bolj učinkoviti. Pa vendarle nekako nevrologi mislimo, da tistih 5%, ki jih bomo vsakih 10 let po 40 letu izgubili, ne gre za večjo učinkovitost, ampak da gre za slabo novico. Čišči sigurni mi pa nismo. No, zanimivo je, da so najbolj prizadeti tisti predeli. Mi imamo v možganih, kakšne, pa se bom k Bogu vrnil, recimo, vidite, mi imamo v možganih ene take stare, zelo globoke predele, globok tukaj, noge, ki so možgani instinktov, impulzov, lakote, žeje, zdaj moram jesti, zdaj sem razmnoževanja. In potem imamo te nove dele možganov, morda z angeli in s temi raznimi oblačili tukaj, katerih glavna naloga je dvojna. Glavna naloga je, da inhibirajo in preprečujejo stare možgane, da ne dovoljujejo, ne to, da nam ne dovoljujejo instinktov, da nam ne dovoljujejo emocij takih drugačnih, ampak da jih na nek način odložijo, kultivirajo, oblikujejo. No in tukaj med starimi deli, približno morda tule, kjer je tale noga, leva, desna noga Božja, tukaj je en strašno pomemben del, ki je nastal približno pred 200 milijoni let, in to je del, kjer imamo mi skladiščene vse spomine. Tiste spomine, ki so recimo daljši od 20 sekund ali pa 30 sekund in ki so pomembni, in potem jih mi preprosto shranimo tule v tele globoke dele in jih potem uporabljamo skozi življenje.
seveda ne toliko mogoče zato, da se spomnimo, kako prijetna je bila tista novoletna večerja pred 3 leti, ampak smisel spominov je v tem, da nam bolje pomagajo jutri in pojutrišnjem, ko bomo pred nekimi problemi, pa bomo na osnovi spominov, ki jih imamo, znali bolje reagirati. Vidite, tu se lepo vidi, kako zelo je pomemben svet spominov. Ne? Človek bi si rekel, pa dobro, no, če bom dementen, pa bom mal pozabil, pa kaj pa, ne? Še vedno se bom lahko veselil življenja in vsega skupaj. Do določene mere je to res, vendar spomini ne pomenijo samo izguba tega lepega spomina izpred 3 let. Izguba spominov pomeni mojo nesposobnost živeti jutri in pojutrišnjem, ker ne bom znal na osnovi izkušenj, na osnovi nekih mrež, ki sem jih zgradil jaz pravzaprav seveda živeti svojega življenja. No, se pravi, če je ena funkcija teh novih delov možganov, tukaj, to, da inhibirajo, potiskajo stare, tudi spomine, veste, v teh starih delih so čustva, pa so spomini. Ne? In narava nekako sodi, da čustva so luštna, pa fajn, pa spomini so tudi luštni in fajn, vendar preveč čustev zna pa biti slabo. In preveč spominov zna pa biti tudi slabo. Ne? In zaradi tega je, če malo poenostavim, se je zgradil ta novi del, ta neokorteks, katerega ena bistveni funkcija pravzaprav na nek način manipulirati, morda blokirati, morda selektivno dovoliti določene emocije, pa določene spomine. Ne? Študent je zlasti pri spominu, recimo, ne, ko rečemo, da tu spomin se močno modulira, ne, spreminja pod vplivom novih možganov, so študentje nekam, ampak jaz pa kar bi imel perfektne spomine. Seveda takšni ljudje obstajajo, so ljudje z perfektnim spominom, recimo na internetu jih najdete, kjer boste vprašali, recimo, kaj pa je v 34. seriji, kaj se bila Dinastija, ne vem, kaj je zdaj, a ta beseda dinastija, kaj pomeni, komu neka dinastija, recimo je bila, ne, kaj pa je v 34. seriji, kdaj je bila 34. serija, torej dinastije, ne, pa bodo taki ljudje izstrelili. Ja, to je bilo pa 13. aprila 1978, se spomnim, je bila vremenska napoved Superdnevniku, rekli, da bo lepo vreme, ampak v bistvu je pa deževalo. In pa vprašali, kaj pa je v tej seriji imel tisti šofer od ne vem, Alexis, oblečeno, ko je srečal služkinjo od, ne vem, one druge sosede, ki ljudje seveda nam bodo povedali, ja, imel je tisto rdečo srajco z nekimi, ne vem, črtami in modro krado. Vsega se spomnejo, ne? Vsega se spomnejo. Človeka ste testirali morda pred 17 leti, ste ga testirali tako, da ste mu dali 30 krat ste mu povedali recimo neke številke, 20 številk, recimo 20 številk, 5, 8, 4, 5, 3, 9, ne. In potem mu rečete 17 let, torej kasneje, katera pa je bila tretja serija številk, ki sem vam jih dal, in potem vam jo bodo začeli torej naštevati. Zveni čudovito, ne? Zdaj ni prostor, pa ne čas, lahko pa vam povem, da je pa praktično življenje teh ljudi, ki imajo perfektni spomin, v veliki meri nesrečno. Ena izmed stvari, seveda, ki jo nikoli, veste, to, kar nam ta naš neokorteks, ti novi možgani omogočajo, je, da niti grozno, kar se mi je zgodilo, ali pa neprijetno, da skušate zdaj pomisliti na najbolj grozno, pa najbolj neprijetno, pa najbolj sramotno stvar, ki se vam je zgodila v življenju. Lahko vam povem, da po vsej verjetnosti se ali ne boste spomnili, ker je globoko zakopana in vaši možgani ne dovolijo, da bi prišla ven, potlačena je, lahko pa pride ven, dostikrat pride ven v obliki bolezni kakšne. Se pravi, ali se je ne boste spomnili, če pa se jo boste spomnili, pa velika verjetnost, da bo ne vem kaj 80% spremenjena, ker bo vaša vloga spremenjena, ker bo čas, prostor
glavno poslanstvo tega spremenjeno. Vidite, se prav, ni dobro imeti preveč spominov in narava za to zna poskrbiti, ni dobro imeti preveč čustev in narava za to poskrbiti. Druga glavna naloga teh angelov, našega neokorteksa, je pa to, da nam omogočajo neke čudovite stvari, ki jih prejšnja bitja živa niso imela. Da čitamo, da gledamo, da vidimo na poseben način, da imamo take in take barve, da slišimo določene zvoke, da abstraktno razmišljamo, ko vam recimo rečem, pogosto vprašanje nevrologov, no gospod, kaj pa pomeni to, ko nekateri rečejo, ena lastovka ne prinese pomladi, da seveda vid vaša misel in vaš iza lastovke in iza pomladi nekaj drugega vam želijo ljudje povedati. Se pravi čitanje, branje, pozornost, razmišljanje o mapi Severne Amerike ali kaj takega. Vse to nam pa tudi omogoča z silno intenzivnim učenjem, ki zdaj pa ni več učenje skozi evolucijo, skozi napako, skozi milijone let, ampak je učenje skozi knjigo, skozi oralno tradicijo in tako naprej. Vidite, in ko se staramo, niso vsi deli možganov enako prizadeti. Zanimivo je, da najprej so prizadeti tisti deli, na katere smo pravzaprav najbolj ponosni. In to je ta neokorteks, tisti angeli, če želite, zlasti en del tule nad čelom, ki nam omogoča na tako zelo hitro in pa dinamično miselno aktivnost. Potem pa zdaj v to dinamično razmišljanje sodi tudi to, da se jaz na hitro odločim, kateri spomini so pomembni, kaj bom si zapomnil, kaj si ne bom, neko. Se pravi, da to pa je in kaj se bo vložilo v tisti globoki del, v tisto novo Boga, ko sem rekel hipokampus, po latinsko, kjer so shranjeni vsi naši spomini. Se pravi, ta dva dela se mi začneta starati zelo, zelo hitro. In to je tisti, zaradi česar menimo, da izguba tistih 5% vsakih 10 let ne pomeni, da zdaj pa naši možgani postajajo bolj učinkoviti, bolj organizirani in bodo sicer mali in pa krasni. Ne, to pomeni, da mi izgubljamo tiste tiste funkcije, ki so najbolj značilne, ki nas najbolj determinirajo kot ljudi. Prefrontalna skorja, se pravi novo, dinamično, prilagodim si, hitro se odločim, da bom tole vložil v spomin, ker bom potreboval po jutrišnjem. Zanimivo je, da je mala razlika med moškimi in ženskami, glede tega svetovne pač neke tehnike kažejo, in sicer pri moških naj bi se prej začel starati ta del, ki je pomemben za to dinamično razmišljanje, za neko preklapljanje, včasih rečemo izvršilne, eksekutivne funkcije, kako jaz nekaj učinkovito naredim in opravim. Pri ženskah pa prej tista nova Boga, se pravi spominski center. In zaradi tega, recimo, ker je pri ženskah se hitreje začenja ta hipokampus, ta spominski center starati, kot pa recimo prefrontalni režen, je dostkrat mi srečujemo pri ženskah dva zanimiva fenomena. En je to, da imajo več Alzheimerjeve bolezni, se pravi, Alzheimerjeva bolezen je pogostejša kot pri... A se me sliši v zadnji vrsti? Ja, se. Se pravi, ženske imajo Alzheimerjevo bolezen pogosteje kot moški, vendar imajo tudi nekaj, zaradi delujočega tega sprednjega dela možganov, pa imajo tudi več nečesa, kar mi imenujemo
neke vrste kognitivna rezerva. Veste, da tudi če ni spomina tukaj, ne, bom jaz z nekim razmišljanjem, z nekim dinamičnim, bom mogoče rešil ta problem. Vidite, to je ena taka slika, ki sicer ki nam kaže, recimo, to je samo fotografija, vidite vse te vijuge, kako so pri normalnem ali pa v mladosti tudi polne, kako je ta naša glava zapolnjena in vidite, tukaj je sicer primer Alzheimerjeve bolezni, se pravi ne zdravega, pa vendarle tudi staranja in v starosti se nekaj pogostega dogaja. Preprosto nam izgineva nam možganovina. Tu je slikanje možganov, pa na ta način, se vas ne bom molil kaj, ampak gledajte, samo spodnji del, recimo tole bi bila kot presek tista božja noga, tole je hipokampus, tole je ta čudovit del možganov, kjer imate vse spomine svojega življenja shranjene, ne. In zdaj pogledajte, to je normalno, zdaj si pa pogledajte, kaj se začne ali za staranje, vidite tu, se pa zdaj začenja luknja, tu je še večja luknja. Poglejte, tukaj praktično tega hipokampusa ni, gre za bolnika z zelo napredovano Alzheimerjevo boleznijo, ki ne spozna otrok, ki ne spozna žene, ki ne more sam živeti. No, drugo, kar je, vidite, te možganske celice med seboj so prvič povezane. Ena celica lahko ima do 10.000 stikov z drugimi, kar nam daje to silno fleksibilnost. In še nekaj je pomembno, se pravi, ti stiki pa same celice nam dajo nekaj, kar imenujemo sivina. Ko mi pogledamo možgane, vidimo, da so eni deli so sivi, recimo možganska skorja, na katero smo tako ponosni, je siva, pol v globini je pa belo. Belo so kot kabli. Ne? In zdaj ti kabli so oviti z eno posebno snovjo, ki daje belo barvo, ta snov se imenuje mielin in glavna funkcija teh kablov, tega mielina je, da informacija zelo hitro in zelo zanesljivo pride do naslednje celice. Zdaj, z staranjem mi nedvomno opazujemo dvoje stvari. Eno je, da število teh stikov je vse manjše in manjše. In drugo, da propada ta ovojnica okrog tega kabla, zaradi tega je ta informacija, ki potuje po možganskih celicah, počasna, pa nezanesljiva. Kaj to pomeni? To pomeni to, kar tako pogosto vidimo pri starejšem človeku. Nekoliko vse je bister, pa vse ne, pa nekoliko počasneje vse skupaj poteka. Ni več tiste. Potem je ta motorika je nekoliko okornejša, tudi nekoliko slabše vidi, nekoliko slabše sliši. Se pravi, to je del tudi pri zdravih, zdaj govorimo seveda v glavnem o zdravih možganih, vse to se dogaja tudi pri zdravih možganih, ki nimajo kake bolezni. Zdaj, že tukaj vam naj pa tudi kako dobro novico povem, ki jih bom pol strnil v enem, da recimo, če vi eno aktivnost zelo vztrajno delate, boste vi te stike vzdrževali. Se pravi, če vam starost reče, v 64. letu bo pa tale stik med tema dvema celicama propadel. Čez 3 mesece bo pa tale stik propadel. Če vi tisto nalogo, recimo, da je tukaj neko gibanje, kako se dotaknete svojih stopal ali ne, tukaj je pa recimo razumevanje abstraktnih besed. Če vi sistematično to vadite, potem se bo ta stik obdržal. Znanstveniki radi rečejo use it or lose it. Uporabljaj ali pa bo izginilo. Nekako v mladosti tudi, če ne uporabljaš, je vse en tega veliko, celo preveč, ena izmed zanimivih glavnih nalog,
10 čez, pa še malo možno vprašanje. Ja, 10 čez 11. Ne? No, potem naprej se nam zgodi to, da se nam znižujejo kemični prenaševalci. Kaj so kemični prenaševalci? Kemični prenašalci so ene male tekočine v možganih med celicami, ki razen tega, da se informacija prenaša po samem živcu, se prenaša tudi z takimi tekočinicami. Ne? No in nekatere tekočine, recimo dopamin, so strašno pomembne, recimo ta je pomembna za gibanje, za miselne funkcije, nekatere so bolj pomembne morda za razpoloženje, to je recimo serotonin, če ga bomo malo imeli, bomo depresivni. Nekatere so zelo pomembne za spomin, to je acetilholin, in nekatere so zelo pomembne za recimo pozornost, to pa je noradrenalin. Ne? Vse te nam z starostjo nekoliko upadajo, nekatere bolj, nekatere manj. Če bo recimo dopamin v primerjavi z ostalimi prej upadel, bomo zlasti motorično zelo počasni in to se bo imenovalo potem parkinsonizem ali Parkinsonova bolezen. No, hormonske spremembe, zlasti pri ženskah, pride do padca estrogena in to je tudi eden izmed razlogov, da je Alzheimerjeve bolezni več pri ženskah. No in potem zadnje, kar tudi opazujemo, je, da se z staranjem začenjajo kopičiti beljakovine, v tem silnem metabolnem delu, ki ga možgani imajo, nastanejo recimo temu malo slikovito, ne bom rekel, kot neke smeti, kot neke odpadki, ne? In zdravi možgani morajo imeti svoje mehanizme, da te odpadke pravzaprav čistijo ven. Ne? No in pri starejših možganih je ta čistilne naprave so vse slabše in nam se dobesedno kopiči v možganih te beljakovine in recimo Alzheimerjeva bolezen je tipični primer nalaganja teh beljakovin. Se pravi, vidite, v starosti smo torej manj gibljivi, imamo oslabljen vid, imamo oslabljen sluh in tega, kar kot sem rekel, pred 20 leti nismo o tem razmišljali in smo vzeli kot del normalne stvari, usode naše, miselno smo upočasnjeni. Vidite, začne nam propadati spomin, predvsem epizodični spomin. Kaj je epizodični? Epizodični spomin je spomin na tisti izlet, ki ste ga imeli maja, 2012, ko se vam je avto pokvaril, pa kaj vse se je zgodilo. Semantični, je zanimivo, da se v srednjih letih, zlasti pri intelektualcih, nekoliko okrepi, potem pa v pozni starosti upada. Semantični spomin bi recimo pomenil, kaj pomeni beseda, kooperativnost, ali kaj takega, spravi pomen nekega beseda. No in pri 70 letih mi po 30 minutah prekličemo v primerjavi z 18-letnikom samo še 75, tudi če smo čisto popolnoma zdravi, 75% podatkov, ki jih recimo vsebuje neka podatka. In pa je pa zanimivo še nekaj, česar pa ne razumemo popolnoma, ko damo starejšemu človeku miselno nalogo, se ne aktivirajo samo tisti definirani centri, ki so pomembni za to nalogo, ampak široki predeli možganov. To je lahko slaba novica, pomeni, da pač možgani, ker zdaj tega nimajo, skušajo iskati vse posod drugje. Lahko je pa to dobra novica, da pravzaprav možgani imajo malo drugačno strategijo. Natanko tega odgovora mi še ne vemo. No in potem pozornost, pa ni vsaka pozornost, ki upada hitro v starosti, predvsem je to tista, kjer morate zelo hitro menjavati iz ene stvari na drugo, to se imenuje včasih multitasking. Multitasking bi pomenil, da delamo 3 stvari hkrati, vendar mi danes natančno vemo, da možgani multitaskinga niso sposobni, ne morejo delati 3 stvari hkrati, lahko pa zelo hitro
preklapljajo med eno in drugo in tretjo in prvo in tako naprej. No, in ta pozornost, ki je pravzaprav evolucijsko zelo stara, je pred tisto poglobljeno, usmerjeno pozornostjo, ki je potrebna recimo pri čitanju kakšne Ane Karenine, če boste vi hoteli razumeti njeno odločitev, zapustiti moža in otroka, če boste hoteli razumeti, kaj se dogaja v njeni duši, ko se odloča, ali se bo vrgla pod vlak ali ne in potem vse. Potem vi ne morete spustiti tistega drugega odstavka na dve strani prej, ker ne boste torej dojeli. Se pravi, mi smo zelo ponosni na to usmerjeno, globalno pozornost, imamo pa še drugo, ki se zlasti zdaj v dobi interneta pa znova vrača, je pa evolucijsko starejša, to je, da hitro preklapljaš in ta nam z starostjo hitro gre. Zanimivo je, da, in spet govorimo o zdravem staranju, da govor in jezik pravzaprav se ohranja, da lahko globoko starost. Nista zelo prizadeta, sta na takem delu možganov, ki so relativno zaščitene. Eno izjema pa je, da po 70. letu zelo hitro upada sposobnost priklica določenih imen, a ne, ko rečeš, sem srečala, se veš, da se ga moram spomniti. V drugem nadstropju stanuje tam na Resko, seveda, ne. To je do določene mere, bom rekel, fiziološko, pod narekovaj, zato ker so te miselni procesi upočasnjeni in bolj je treba iskati. Ne? Je pa nevroznanost jasno ovrgla nekatere mite, da imajo torej starejši nižjo inteligenco, da z leti izgine seksualni libido, da je starost žalostna in da so starejši bolj depresivni, da starost nujno vodi v osamljenost, ki jo mora človek dostojanstveno sprejeti, da v starosti ugasne ustvarjalnost, da starostjo postaneš virsko zaslepljen, da se ne moreš torej prilagoditi na nove situacije. Proti koncu bi vam rad povedal, da pravzaprav ta silni vznik nevroznanosti je pa odkril, če kaj, danes je sporočilo glede staranja, ne, in zdaj nisem PR, bom rekel, da delam ravno reklame, ne, ampak vam skušam zelo objektivno preprodati, pravzaprav se pa nevroznanost je pa ugotovila nekaj zelo optimističnih sporočil. Najprej, da vse te motnje, ki smo mi povedali, niso neizogibne, ne, da približno 20% preiskovancev pri 70 letih rešuje kognitivne naloge ravno tako uspešno kot povprečen 20-letnik. Ne. Imamo skupino starejših, ki jo zdaj medicina močno raziskuje, in to so ti super ages. To so ljudje, ki so stari recimo, 110 let, ki so kognitivno krasni, ki hodijo na sprehode, ki, morda nekateri smučajo ali kaj takega. Ne? In zdaj trenutno se močno poglablja medicina v to, kaj je značilnost teh ljudi. En gen prihaja ven, recimo pa še druge stvari. Ne? Mi vemo, ko sem bil specializant, sem se učil, v možganih ne morejo nastati nove celice. Danes vemo, da temu ni tako, nastajajo, to se imenuje neurogeneza. Posebej dobra novica je, da jih precej veliko v primerjavi z ostalimi deli možgani, nastaja tam, kjer je božja noga, ne, kjer je naš center za spomin, tam nastajajo lahko nove. Da lahko, če mi vztrajno nekaj vadimo, znova vzpostavimo te povezave med torej celicami, tudi tega pred desetletji nismo vedeli. Da je nasplošno, in zdaj govorim o zdravem 70-letniku, ne tistem, ki je zaradi multiple skleroze na vozičku ali pa ker si je kolk zlomil, pa je zdaj nepokretni. Ampak zdrav 70-letnik je srečnejši, po mnogih vprašalnikih srečnejši kot ljudje v srednjih letih, bolj umirjen. Stresa ni več toliko in že prejšnji sogovornik je povedal, jaz vam pa lahko še to povem, da stres, kronični stres, dobesedno fizično uničuje celice hipokampusa, celice tega centra za spomin. Ne? Fizično jih uničuje. Zanimivo je, da recimo, ko se pogovarjaš, da nad grenkimi spomini tam pri 70-letniku pravzaprav prevladajo
prevladajo prijetni spomini, ne, tisti so uspešno pozabljeni, ali pa racionalizirani, ali pa za življenjsko filozofijo pravzaprav pomirjeni. A ne. Da je prevalenca depresije, ne, veden, to rečemo, ja, star pa sej, mislim, da čist depresiven, pa jaz bom tudi, kdo pa ne bi bil, ne. Starejši imajo za polovico manj depresije, prevalenca depresije je polovico manj kot recimo pri 40. letu. Ni, če si zdrav, potem boš manj depresiven kot pa v srednjem letu. Ne. Da tiste sposobnosti, ki pa so starostjo manj prizadete, to so pa govor, jezik, splošna izobrazba, aritmetika, jih lahko pravzaprav tam v 60. in 70. tudi nadgradimo, se prav so boljše, recimo, kot so bile pred 20 leti, da posebej uspešni, ne, in to je tudi moje sporočilo za družbo, so pa starostniki tam, kjer je potrebno tisto, kar imenujemo socialna kognicija, kjer ti moraš skupaj dati neka dejstva, pa moraš dati družbo, socialno okolje, pa moraš dati neko emocijo, ker moraš biti toleranten, širok, a ne? Tam so pa ti starejši zelo, zelo dobri. Ne? Kaj bi bil moj nasvet, da se vam možgani ne starajo in da pravzaprav ne dobite takih bolezni, kot so demenca? Najprej, vidite, to sta dva znana obraza, kdo prepozna? Ja. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, oba sta umrla v starosti zaradi demence. Če bi se odločila, pa se ne bi starala v tej starosti, bi bilo vse v redu. Vendar, nažalost, to ni mogoče. Je pa res možno, da si življenjsko in filozofsko torej rečete ne. Zelo malo je stvari v življenju, zaradi katerih bom pa zdaj izgubil živce. Lahko ostane miren, če sam nimam te energije pa moči, potem bom pa šel na sprehod za kužekom, bom pa vpisal jogo, bom pa naredil tai chi, bom pa naredil molitev k tistemu Bogu, v katerim verjamem. Bom pa čital tega in tega filozofa, ker mi to. Ne? Skratka, ostanimo mirni. Verjemite mi, zelo malo stvari v življenju je takih, so pa, seveda, sin odvisni, ampak zelo malo stvari je takih, s katerimi se ne bi mogli spopadati. Ne? In ne pozabimo, stres res fizično uničuje celice hipokampusa. Kosilo v Piranu, zakaj ravno v Piranu? Zaradi tega, in seveda ne bom šel, ker o tem moram reči, da malo vem, vendar danes tako dietetika, kakor nevrologija, glede demenci in tako naprej, zelo dobro ve, kaj je dobra prehrana in kaj je slaba prehrana. Ne? Kot sem rekel, če bo tisto funkcijo, ki jo bomo vzdrževali, tisti dendriti, tiste povezave med celicami ne bodo ostale. Ne? In zaradi tega ta skrb za zdravje možganov, odložitev staranja možganov je v bistvu nekaj prijetnega. Ne zahteva, jaz vam bom pokazal, vam bom tudi priporočil, da pa pridete na maraton. Ne. Ni nujno iti na maraton, lahko samo mirno hodite. 30 minut na dan kažejo, torej študije, če se malo prepotite, pa imate aerobno vadbo še bolje, ni pa nujno. Ne. Ena študija kaže, je za 4,5 let kasneje, da dobijo demenco tisti ljudje, ki se učijo tujega jezika. Zdaj je še neka italijanska študija, ki je zelo zanimiva, zaradi tega, ker je slovenski jezik noter, ne, bilingvalizem. Zdi se, da pri učenju tujega jezika mi uporabljamo, ne samo, da si moramo zapomniti, da je tole table, ne, ampak mi moramo takrat v momentu, ko gramatiko osvojimo, ko moramo te povezave, ne, pa v enem jeziku glagol čisto na koncu, a ne v enem artikel na začetku, v enem na koncu. Jaz veliko krat na teh mednarodnih kongresih zelo populariziram slovenščino zaradi dvojine. Da. Tako. Pa, veste, to se tudi kaže skozi študije kot nekaj pomembnega, da nismo osamljeni. Nekaj drugega je
Mislim, da v slovenščini sta dva razlaga, en je osamljenost, en je samost morda, ne. Samost kot nekaj pozitivnega, nekaj, kar si jaz želim in za kar se odločim in bom zdajle popoldne sam preživel za knjigo ali pa kar tako bom gledal v nekaj drugega je osamljenost, v katero sem potisnjen in prisiljen, ker je družba, ne. To bom pa spustil, ker verjetno so sociologi in antropologi, da so z starostjo povezani mnogi predsodki, mnoge diskriminacije, nažalost. Veste, tudi v zdravstvenem sistemu, kjer sistem dostkrat, torej, če sem to veliko krat slišal, pa mislim, 85 let je star, lahko te prosim, ne? Ali pa, ja, se gospod star ste, zato pa vas vse boli, ne? To je pač del starosti, vidite, in to se mora družba, ne? To mora najti, recimo, neke določene mehanizme, mora najti družba, tudi nekatere v literaturi poiskal. In končujem z dvema obrazoma, enega ste že videli danes, to je tista 122-letna Jean Clement, najstarejša zemljanka, 96 let je umrla, poglejte, kakšna je bila leta, 100 let prej, pa je še 22 let živela, kultni obraz medicine, prva bolnica, poglejte, kako postarana je pri svojih 50 letih, ker ima Alzheimerjevo demenco, ne. In potem vas bom pa pustil z eno veliko dilemo, in sicer jutri lahko dosežemo ogromno tega, da se naše telo pa naši možgani ne bodo starali. Z majcenimi nanodelci bomo lahko vnašali zdravila, gene. Že danes lahko naredimo, da človek je popolnoma nepokreten, z močjo svoje misli prižge računalnik, vodi pointer do interneta, naroči tisti roki eni umetni, da vzame kozarec vode, da mu prinese kozarec vode in da lahko pije, to že danes lahko delamo. Že danes imamo možganske vsadke, ki mi naredijo, da če se mi roka takole trese, da se mi ne trese več. So že prvi poskusi pri Alzheimerjevi demenci in jutri bom lahko imel take vsadke, da bom imel super spomin in morda bom shranjeval svoje informacije tudi zunaj svojega telesa, izven svojih možganov in na ta način dosegel morda nesmrtnost, ne. Skratka, puščam vas v dilemi med močjo znanosti pa odgovornostjo etike. Končujem. Najlepša hvala. Če so kakšno vprašanje, eno kratko si mogoče vseeno prvoščimo. Jaz sem vprašala? Ja. Hvala. Kako je s spominom starejših ljudi, ki imajo zelo žive spomine 50-60 let nazaj? Ja. Zelo lepo vprašanje. Nisem mogel iti seveda v detalje nevroanatomije spominov, ampak mi, torej grobo rečeno, imamo 3 vrst spominov. En je tisti, ki ga vzdržujemo 20 sekund. Vam povem zdaj eno telefonsko številko, kjer morate poklicati in vi tistih 20 sekund vzdržujete to številko, da naredite nekaj drugega. To se imenuje delovni spomin, ki je v tem sprednjem delu možganov. Potem so drugi spomini od 20 sekund do mnogo let nazaj, epizodični, urejeni v času in v prostoru. Mi imamo malega Einsteina v tem hipokampusu. Čas in prostor sta močno povezana in ta spomin gre zelo hitro. Potem imamo pa tretje spomine, to so pa spomini naše zelo ali zelo davne preteklosti, ki niso več imeli, bom zdaj zelo malo poenostavljeno, ne mi oprosti kakšen nevroznanstvenik ali pa psiholog tukaj, ne, ki jih je hipokampus pol izgnal v druge dele, predvsem v korteks, v možgansko skorjo in so shranjeni tam, ali pa taki, ki so zelo, zelo emocionalni, ne, in jih je tudi hipokampus dal v tiste bolj emocionalne predele možganov. Se pravi, odgovor je, da tudi če meni propadajo ti epizodični spomini in se ne morem spomniti, da je predvčerajšnjim
tista Zofka iz sosedstva mi prinesla tortico za rojstni dan, ne. Jaz se bom čudovito spomnil, ne vem, kako sva z tvojo prababico ali pa babico, veš, se dobivala tam pri tistem potoku, pa sva se takrat prvič objela, pa si ljubčka dala, ali pa recimo v vojski, kako je bilo, to je živo, to je drugje v možganih, to ni v teh starajočih se, zelo ranljivih, tudi za demenco, zelo ranljivih možganih. Najlepša hvala in še enkrat hvala za predavanje.